Ja, tako, na tak način so začenjala društva 20 let. Sej tisto naše prvo vinogradniško društvo je staro, pa o tem smo govorili ob priliki cvičkarije. Gre za to, da so se ljudje združevali ob nečem, kar jih je povezovalo. In to je bil cviček, to so bile vinske gorice, to je bilo tisto, kar so imeli radi. In iz tega ven je izhajala zgodba, ki ni para. Namreč ta društva so potem pomagala organizirati tudi ostala društva tu po Sloveniji in praktično, da je ta cviček zaščiten tudi v Evropski uniji, je pomagalo prav to dejstvo. Namreč znanje je tisto, na katerem so gradili. Spomnim se Dobrškovih korakov takrat na začetku, ko je prav počasi, pronicljivo, iznajdljivo vpeljeval izobraževanja in ta izobraževanja so korakoma pravzaprav pripeljala do tega, da bi lahko rekel, da morda poleg lovcev so naša društva vinogradnikov daleč najbolj izobražen del te naše družbe. In prav zaradi tega se mi zdi še toliko bolj pomembno, da tudi ob taki priliki, kot je v Šmarjeških Toplicah, v Toplicah, pravzaprav belodanimo in praznujemo skupaj z njimi 20 let. Sliši se malo, pa vendar vsi ti člani društev so bili vpeti tudi tistih 40-50 let prej, dokler je društvo delovalo drugje, potem pa so ustanovili sami svoje društvo, ker so enostavno hoteli skozi delo namreč izobraževati svoje člane. Torej, tako in takrat na začetkih je bilo, no pa naj pove kar tisti, ki je približno kot predsednik začel. Kaj naj rečem? Vesel sem, danes sem vesel. 20 let je minilo. Pred 20 letem smo se pravilno odločili, da smo ustanovili samostojno svoje društvo. Kaj je bilo? Pred 20 leti nismo ne vem kaj sodelovali z Škocjanom, ker to je le bilo malo del. Ko smo ustanovili svoje društvo, tako je bilo 60-70 članov in od teh 20 letih smo napravili izredno veliko. Imamo več 2 cvičkove princese, več kraljev cvička, Cvilber Marko, Colner Janez, Poparkat, tako da sem res danes vesel, da smo se takrat tako odločili, kot smo se. Moram pa še to reči, da smo imeli vso podporo pri mestni občini Novo mesto in finančno in drugače tako, za karkoli sem rabil. Tudi, če nisem šel do župana, je šel Selak. Verjamem, pa upam, da bo tudi več posluha v tej občini, ki ga sedaj to društvo nima. Ja, Janez se bo zagotovo spomnil, kako sva se enkrat kregala na Otocu v priliki praznika cvetja, pa naj še zdaj pove tako, kot on zna. Ja, 20 let nazaj smo šmarenco pili. Zdaj pijemo izredno dober cviček, ampak je še zmeraj tudi rad šmarenco pijem, ker vsako leto grem na ocenjevanje šmarence. No ja, Janez, ampak glej, to sva že enkrat dorekla, pustiva šmarnico ob strani, kaj pa izobraževanje? Namreč društva so tista, ki so pripeljala do razmaha povsem drugih smeri, ki so v vinogradništvu pomembne. Res je, izobraževanje, vsako zimo smo imeli po par izobraževanj, kletarjenje, res, zelen res, pri trgatvi, isto ocenjevanje mladih vin, tako da dvomim, da je še kje v tej gori, pravzaprav Kogla ali Vini vrh, kakšno slab cviček ali pa kakšno slabo belo vino. Janez, ampak društvo ste ustanovili? Ja, res je. Se pravim, vesel sem, da smo se takrat tako odločili, ko smo se. Bom pa še bolj vesel čez 20 let, da bo še več uspeha, kot ga je bilo zdaj. Ja, ta vinogradniška zgodba na Dolenjskem je nekaj posebnega. Nekako bi lahko rekli, da smo pravi znalci v tem smislu, kako zorganizirati ljudi ob nečem, kar je dobro. Pa naj si bo salame ali pa cviček. In brez cvička tudi salama, pravijo, ni dobra. Kaj ni tako, nekdanji predsednik? Če pogledamo to prehojeno 20-letno pot,
Bi najprej takrat začel na začetku, ko je bilo zelo malo znanja v vinogradništvu, v kletarstvu. Bilo je pa mogoče še veliko več navdušenja kot danes. In takrat smo si na začetku takoj zadali nalogo, da dvignemo na neko višjo raven, kot jo imajo Štajerci, kot jo imajo Primorci, ki so se malo zgledovali po sosedih. In tako smo začeli že takoj na začetku z organiziranim strokovnim izobraževanjem, praktičnim, pa tudi z ocenjevanjem vin, ki je vzbudila neko tekmovalnost in tudi željo po znanju, po napredku, po novih pristopih. Kot društvo smo bili eno prvih, ko smo uvedli svoj enološki laboratorij. Vem, da smo takrat s kolegom Izidorjem, ki ga še danes hodila po Beli krajini, Brežicah, Slovenija vino, je bilo vino Brežice, kjer smo se učili te popolnoma osnove. Potem smo začeli z kar veliko uvajati teh seminarjev in praktičnih prikazov, vse z namenom, da ljudje začnejo malo bolj strokovno kletariti, malo bolj strokovno delati v vinogradih. Prakse so se menjale, spremenile. Tako da mislim, da smo danes dosegli kar en tak nivo visok, kar pa dokazujejo tudi vsa ta priznanja vseh teh letih, ki smo jih dosegli. Uvajali smo tudi nekatere novitete, kot so bila razna praznovanja, šmereške cvičkarije, priključili smo salamarje in podobno. Moram reči, da smo bili takrat med najbolj zanimivimi, najbolj delovnimi društvi in smo dobili tudi kup posnemovalcev. Morda bi lahko celo rekel, da ta zagon rahlo upadel, morda bo tudi prišlo do take menjave generacij, tako pri vodstvu kot pri samih vinogradnikih. Drugače je pa društvo v polni kondiciji dela naprej in jaz mislim, da bodo zdaj mladi še bolj pereli in da bo v naslednjih letih, desetletjih še bolj živo in še več lepih uspehov. Ja, takrat na začetkih Ferkelj pa litrca ali pa celo dvolitrce, vem, so prišli iz Primorske, potem pa izobraževanja in drug pristop, drugo razmišljanje o vinu, ki mislim, da je na pravi poti. Ja, naprimer že, ko smo začeli z izobraževanji, pa s tem malo katera klet je imela peclaste kozarce, malo kdo je od začetku ločil kozarce za belo, rdečo vino. Pridelovalo se je bele, rdeče sorte, potem je pa tudi z tipizacijo cvička, s PTT-jem prišlo do dejansko recepture za cviček in potem so ljudje bolj pazili in tudi zasajali cvičkove sorte. Ne samo cviček, ki je v bistvu paradni konj Dolenjske in tudi našega društva, smo mi s svojimi rezultati tudi dokazali, da se da pridelati tudi vrhunska bela vina. Moram reči, da smo bili, moram poudariti oziroma se tudi celo pohvaliti, da smo zagotovo bili vodilni v tudi pridelavi predikatov, ledenih vin, izborov, potem suhega jagodnega izbora, saj smo imeli 8 šampionov ocenjevanja na tednu cvička, 7 celo zaporedoma, 7 let je naše društvo prejelo naziv šampion ocenjevanja na tednu cvička, kar dokazuje, da smo v tej panogi dejansko v tej branži dosegli svoj vrhunec. Prav tako pa se lahko tudi pohvalimo z vrhunskimi ocenami cvička. Drugače pa prevladuje cviček, poleg tega pa, kot sem že omenil, zelo zanimiva je frankinja, čezdalje bolj se uveljavlja in tudi dobiva na veljavi in je čezdalje več tudi predelovalcev, ki predelujejo vrhunsko modro frankinjo, pa tudi posamezne bele sorte. Ja, prej sem omenil salamarstvo, kaj pa to? Ja, mogoče je bila ena značilnost, ena posebnost našega društva, tudi salamarstvo. Videli smo čudovito sožitje cvička z teh suhomesnatimi dobrotami. In mi smo že takoj, prvem letu ne, ampak v letu 1997 začeli z organizacijo lastne salamijade in ta naša sekcija je štela kar precejšnjo število, tudi priključevali so se nam tudi iz sosednjih krajev oziroma in društv, tako iz Škocjana, pa še malo širše. Smo bili zelo uspešni, ne samo na lokalnih salamijadah, praktično obvladujejo cel dolenjski prostor, celo v Radence smo hodili na salamijade. Leta 2005
2005 smo organizirali tudi finale salamijad. Rekli so, da je bilo to eno najuspešnejših, najbolj pestrih, najbolj preprostih, najbolj zabavnih. In imamo tudi 7 naslovov državnega prvaka v tej kategoriji izdelovanja domačih salam. No, Peter, pa povejte, kaj pa mladina? No, jaz mislim, da kar raste nov rod mladih vinogradnikov, ki kaže veliko zanimanje, ki spremlja tudi te novitete, za katere smo mi mogoče že malo manj dovzetni. Jaz mislim, da ni bojazni, da ne bi te naše gorice ostale negovane, zasajene z vinogradi. Najbrž bo treba še kaj narediti na trženju, mogoče toliko o opevanem turizmu, kajti ni dovolj samo pridelati odlično vino, treba ga je tudi prodati, kolikor se bavimo z tržnim pridelovanjem. In to je potem cilj teh vinogradnikov. In jaz mislim, da se bo ta tradicija absolutno nadaljevala. Bojo pa spremembe zagotovo. Vztrajati, ga negovati, izdelovati zgodbe, to je naloga vinogradnika v Vinogorju. Menda ne boste kaj spremenili? Mislim, v samem sortnem izboru ne. Cviček je izpiljen, mora ostati tako je, ampak nekako preživeli bodo večji vinogradniki, taki ljubiteljski, butični pridelovalniki bodo pa delali za sebe, pa za svoje prijatelje in za svojo dušo. Ja, s takim nahrbtnikom najbrž je težko biti novi, zdajšnji predsednik. No pa vi povejte. Ja, 20 let je zagotovo ena taka zelo pomembna doba. Ni kar rekel en tak običajen jubilej. Nekdo bi rekel, da je morda nizka, druga visoka, seveda o tem naj presoja vsak sam. Ampak jaz pa pravim, da je izredno prelomno leto, kajti društvo, ki deluje 20 let na tem področju, dobi, lahko rečemo, da je društvo s tradicijo, dobi neko svojo žlahtnost in dobi svojo patino. In tega v društvu vinogradnikov Šmarjeta nam zagotovo ne manjka. Predsednik, rekel sem prej, da je pretečena pot bila bogata. Kako vi? Jaz seveda lahko najbolj verodostojno ocenjujem svoj mandat, se pravi zadnje 3 leta, ko sem predsednik tega društva. 2 predsednika sta bila pred mano izredno prizadevna, ustanovna člana, rekel od samega začetka, ki sta postavila temelje tega društva in tudi začela najprej seveda izobraževanje, ker to je bil začetka, ko so se društva ustanavljala, ta osnovni temeljni namen delovanja društva, da so svoje člane izobraževali, tako na kletarskem področju, kot tudi na vinogradniškem področju. In tako je tudi v bistvu moja pot, začetek druženja ali pa učlanjevanja s tem društvom je povezano s tem. Ko sem začel s vinogradništvom, ko sem prevzel vinograd, seveda sem potreboval znanje in izkušnje, ki jih seveda kot mladi vinogradnik najlažje pridobi v društvu. In tako v bistvu začne vsak član najprej na tem področju, na področju izobraževanja, seveda z društvom pa je povezano tudi druženje in vse ostalo, kar sodi v tako društveno delovanje. 70 članov na začetku, kako je danes? Članov nas je preko 200. Zanimivo, da število članov je kar nekako konstantno. V bistvu se nam število članov ne povečuje. Seveda tukaj je neka naravna pretok članov. Izredno spodbudno je to, da imamo v svojih vrstah izredno veliko mladih članov. Še posebej bi poudaril ravno letošnje leto, ko je bilo udeleženih v tem pri ocenjevanju, tako pri društvenem ocenjevanju, kot tudi potem naprej, izredno veliko mladih vinogradnikov. Tako da perspektiva in je zagotovo na teh mladih vinogradnikih. Društvo sicer izredno veliko vzorcev je oddalo ogromno število največjih ocen, šampionov ocenjevanja, se pravi vina, ki so dosegli najvišje ocene ocenjevanja. 3-krat smo bili kralji cvička, 2 cvičkovi princesi, tako da pot je izredno bogata. Društvo se verjetno nekako družite se skupaj ob vinskih goricah. Ja, seveda, društvo vinogradnikov Šmarjeta povezuje 2 gorci, ena je Koglo in pa Vinivrt. Tako da naši člani društva so iz obeh teh vinogradniških področij, oziroma gričev in pa tudi iz drugih koncev. Tako da se pravi, naši lastniki zidanic vinogradov, ki so iz drugih krajev, pa imajo tukaj v našem koncu vinograde, so ravno tako včlanjeni v naše društvo. Torej upam, da bo društvo še vedno v brambi cvička.
Seveda prevladuje cviček, to je naše glavno vino, drugače pa drugo vino, ki je najbolj zastopano tudi pri ostalih ocenjevanjih, je seveda modra frankinja. Potem pa seveda tudi vsa ostala sortna vina, od laškega rizlinga, šardonejev, pinojev in roze se zadnja leta zelo uveljavlja, tako da vidim, da tudi naši člani nekako sledijo tem trendom, ki se pojavljajo na trgu, tako da so v bistvu ves čas prilagojeni. Ja, poleg, lahko rečemo, stalnega laboriranja laboratorija, pa seveda tudi načrti za naprej. No, seveda naša glavna dejavnost bo seveda še vedno izobraževanje. Prihajajo neke nove tehnologije, morda novi pristopi, ki so jih, za katere je prav, da so seznanjeni naši člani, in seveda tudi vnaprej bo naša, ta zelena nit, ves čas izobraževanje, druženje in pa da nekako zadovoljimo pričakovanja naših članov in ljudi, ki tukaj živijo in delujejo. No, in tisto mi je bilo všeč, da tudi iz drugih vinogorij prihajajo in se družijo v tem društvu, pravijo, da zaradi strokovnosti. In gospod Solnar je bil kralj cvička kar večkrat. No, pa vi povejte, kako, na kakšen način s pogledom na Novo mesto vi v društvu v Šmarjeti? Član društva sem jaz že od leta 2000, mislim, da smo se članov še prej kot predsednik v Cvelbarjevi zidanci v Mevcah, čisto tako spontano v nedeljo popoldne v kleti in smo se domenili na hitro. Vprašal sem vas, kako to? Meni je bilo všeč, ko sem začel, je bilo samo veliko mladih, sem videl polno zagona, elana in to mi je potegnilo noter in sem še zmeraj tle zraven. Torej, stroka, kvaliteten pristop, laboratorij. Seveda, si se tudi vidi po medaljah in velike zlate tudi na ocenjevanjih na lokalnem ali pa na vsedolenjskem zategnu cvička so zelo lepe in visoke ocene. No, leto, vreme, vino naredi, stroka. Če bo je tako delalo, po moje, se ni bati za prihodnost in bo še zmeraj uspešno in kvalitetno delalo naprej. Marko, ker sva sodelavca, lahko rečem, vaš matični vinograd pa je le v Mevcih. Spomnim se tudi vašega očeta, ki je v društvu vinogradnikov oral ledino, ne samo tu, ampak tudi na novomeškem območju. No, povejte vi. Ja, jaz sem od samega začetka včlanjen v to društvo. Pomagal sem pri laboratoriju. Vedeli smo neki izziv, da nekaj naredimo v tem prostoru na kvaliteti vina. Tudi sam sem bil zagret takrat doma kot druge. In tako smo skupnimi močmi pripeljali to društvo tako visoko, kjer smo danes. No, vinska gorica, pa cviček, pa marljivi ljudje, to je tisto prvo. Ampak vendarno, stroka se je združila ob laboratoriju in s tem seveda tudi kvaliteta. Ja, tako kot je rekel predsednik, zelo veliko šampionov, kraljev smo dosegli v tem društvu, 2 cvičkove princese, ne smemo pozabiti en kup prireditev pokriva to društvo, potem izleti, sama cvičkarija in salamijada, tudi državno mislim, da je bila salamijada že tukaj, tako da zelo veliko stvari se je zgodilo v tem času. Ja, ampak prvi pogoj so vinogradi. Ja, izvrstne lege. Tudi tukaj so 2 lege, za katere sem zdaj nekaj več poizvedoval. To je ena lega Graščak, kjer je imela verjetno graščina iz Klevevža svojo posest, in pa Turjaška dolina, ne daleč stran, kjer so pa plemiči oziroma od graščine iz Turjaka imeli svoje vinograde. Tako da, če je bilo za Graščake, so bile pomembne te lege, zagotovo so ene najboljše. To sladko vince pijemo na sred vinograda, z veseljem ga uživamo, saj dobrega nam živi v slovenski svet, ohrani tortico in klet. Na zdravje želim vseh deklet, brez njih je prazen svet.
Sladko vince pijemo na sred vinograda, z veseljem ga uživamo, saj dobrega nam da. Z veseljem ga uživamo, saj dobrega nam da. Ko se oziram proti Vinjem Vrhu in proti Koglem, ne morem drugače, kot da sem zadovoljen, saj tam bo društvo poskrbelo za razvoj samega vinogradništva. Ta razvoj pa je izjemno in temeljno pomemben pravzaprav za to našo malo slovensko državo in mnogi tega ne veste, ker praktično vse se dobiva na policah trgovin in takrat mi gre na jok in takrat spoznavam, da so društva tista, ki na nek način udejanjajo vse tisto, kar v prostoru mora biti. In tudi tokrat na Šentruperškem že dolgo vrsto let negujejo za mene malo sporno tradicijo nabadanja klobas, pa vendarno, če smo prej imeli cviček in salame, imamo tu klobase, pa čeprav to malo diši po neki hrvaški prireditvi. No, saj v prejšnji oddaji sem vam pa govoril, kako govorijo o teranu. No, sprega, sinergija, ampak druženje in nekaj lepega. In to je tisto, kar dela to našo pokrajino veliko. To je tisto, kar dela to našo pokrajino turistično zanimivo. Veste, s kakšnimi velikimi paviljoni in zgraditvijo kakšnih velikih turističnih destinacij ne bomo dosegli ničesar. Namreč tisti, ki prihajajo k nam, hočejo imeti to izvirnost, domačnost, prijetnost, drugačnost. Naveličani so polivinila, naveličani keramičnih ploščic, naveličani tudi vsega v porcelanu in tako naprej. Namreč ljudje želijo tisto izvirno domačnost, ki tudi tu na Šentruperskem že toliko let pravzaprav deluje v smeri obogatitve tega našega prostora v tistem pravem pomenu besede. Mogoče vedno ne. Ker spomnim se tudi kakšne etnokulinarične zgodbe, ki je bila takrat na začetkih tista prava, izvirna, pa se je potem morda obrnila v neko drugo smer. Ampak tokrat tu vidite predvsem zadovoljne ljudi. No in poslušajte predsednika, kako je po zaključku zadovoljen. Kaj ćem reči, z občutki sem fenomenalno zadovoljen, kajti današnja 15. prireditev oziroma 15. nabadanje klobas, mislim, da je bila na vrhuncu. Vreme nam je bilo zelo naklonjeno, kajti tukaj zdaj končujemo in neke kaplje se pojavljajo, tako da smo speljali pod streho to prireditev in z veseljem povem, da se že pripravljamo na naslednjo 16. nabadanje klobas. Ja, če pogledamo v zgodovino, se spomnim, kako so prišli do prekrasnega prostora, kako z marljivim delom in s pomočjo tudi občine prišli do nečesa, čemu reče, to je naše in ki pravzaprav vleče ves ta razvoj kam drugam. Saj bi znal dodati zraven tisto strokovnost, še prej je pri vinu mogoče bolj, ampak tu pri konjih pa je rekel, zakaj ne preskakovanje ovir, zakaj ne dresurno jahanje, zakaj ne eventing, zakaj ne kaj drugega, ampak ne bom tega rekel, ker je preprosta tista majhnost, tisti začetki se pravzaprav abecede dogajajo ravno v takih društvih. In po ogledu lahko rečem teh posnetkov, lahko sami presodite, da je tisto nekaj, tista veličina. Takrat, ko praktično zaradi tega, ker nečesa nimamo doma, odidemo nekam drugam na neko prireditev in tam začutimo sebe. In konja začutite tam. Šele kasneje boste videli, glede na potrebe, ali se morate opismenjevati v neko določeno smer, ker gre za vas, za lastni užitek, ali pa boste preprosto ostali na tem nivoju in se združili skupaj s temi prijatelji, ki prihajajo sem zato, da ubijejo dopoldan, nedeljo, ali pa da na nek način se družijo s konjem na tist preprost način. Namreč
poznam to mentaliteto. Usesti se na konja, pojeziti kot vihar po pokrajini, ali pa princ na belem konju, pa mlada deklica. Skratka, vse to je tisto, kar v konjeniškem smislu je veličina in daje veliko temu prostoru. In prav zaradi tega to društvo dela prav. Ne mislim, da dela narobe in upam, da ne bodo nič spreminjali. Kako, predsednik? Mislim, da bomo ostali kar na takem nivoju kot sedaj letos. Novosti ne bo, kajti to je že tradicionalno 15. in mislim, da obiskovalci, tekmovalci, vsi so zadovoljni in mislim, da kakšnih večjih sprememb kar ne nameravamo narediti. Ja, upam, da boste, tako kot vedno vprašam, poskrbeli za mlade. Na mladih svet stoji. Tekmovalcev letos mogoče je bilo malo manj, ampak je bilo pa več vprek. S tem se je pokazalo, da je bilo manj tekmovalcev, malo jahačev, je bilo več izkočijem v kočijašu, vendar tudi to spada zraven tega tekmovanja za popestritev tega dogajanja. No, če vas pleje mlado dekletce, če to v znanju jahanja sploh je, ni prepričalo. No, pa si še enkrat poglejmo. Malo muzike bomo dodali. No. No, in kaj je povedal zmagovalec? Ja, občutki so v redu, ne? Počutim se krasno. Lepo je zmagati, ne? Dobiti nagrado lepo. Pa zabava malo, pa druženje. Saj ni vse samo zmaga, ne? Predsednik, vse čestitke. Hvala lepa, se vidimo prihodnje leto na 16. nabadanju Klovas.